Po 16. zmagi v letošnji sezoni Prve lige Telekom Slovenije je z menoj naš kapetan, strelec izenačujočega zadetka, tisti režiser preobrata pravzaprav na temle obračunu, Mitja Lotrič. Mitja, 90 minut skozi tvoje oči. 90 minut garanja, to lahko tako je, iz prve povem. Mislim, da smo skozi celotno tekmo nekako nadzirali potek igre, mogoče je Bravo zadev iz te prve priložnosti oziroma iz tega penala, potem so imeli še eno stativo, mi mogoče v prvem polčasu nismo bili toliko nevarni z nekimi streli, čeprav smo imeli posest dosti v svojih nogah. Drugi polčas pa popolnoma drugačen obraz, mislim, da je eden izmed naših najboljših polčasov in popolnoma zaslužena zmaga. Mitja, začniva s tisto 6. minuto zadetkom Aljoše Matka z najstrožje kazni. Takole na prvo oko je izgledalo, da je šlo za čisti prekršek Jureta Travnerja in za najstrožjo kazen. Posnetek je pokazal, da je Roko Baturina teatralno padel. Si izmislil pravzaprav prekršek, svojim igralskim vložkom prepričal celo Slavka Vinčiča za tisto najstrožjo kazen, preko katere so domači povedali. Ste vedeli, da ni bilo kontakta in da ni šlo za 11 metrovko in upoštevali navodila trenerja, ali se je tudi vam zdelo, da je šlo za prekršek za 11 metrovko? Ne, iskreno se mi je zdelo, oziroma je izgledalo, kot da je bil prekršek, tudi če je to izsilil. Je za moje pojme to neka odlika igralca, da to lahko naredi. Želi pomagati na najboljši način svoji ekipi, še enkrat več je pokazal, da je res odličen igralec. Na srečo smo mi to na koncu potem obrnili in zmagali, tako da bo ta 11 metrovka hitro pozabljena. Ob polčasu smo zaostajali za gol. Kaj je naš trener dejal v slačilnici? Trener kaj dosti ni govoril, fanti smo bili popolnoma mirni, ravno zaradi tega, ker smo že v prvem polčasu, kot sem dejal, prihajali v neke solidne situacije, ki bi jih mogoče lahko boljše izkoristili. Tako da, kot sem dejal, smo bili popolnoma mirni, v polčasu smo se dogovorili, da to lahko obrnemo. Konec koncev smo z Bravotom že 3-krat igrali 2-2 oziroma 3-krat zaostajali, pa se potem nekako vračali, tako da tudi danes to mogoče ni bil neki hendikep. Smo že nekako znani potem, da se vrnemo v igro in še enkrat smo pokazali, da je zmagal karakter in da dihamo en za drugega. Preobrat, ki si ga pomenil ne samo za nove 3 točke v državnem prvenstvu, izjemno pomembna psihološka prednost pred zadnjimi 5 obračuni v ligi. Meni je ena izmed najslajših zmag, sploh zaradi tega, ker je Bravo res v odlični formi. Želeli smo si prekiniti ta njihov niz, tako kot je uspelo Muri prekiniti naš niz. Fanti smo skozi celi teden spet delali odlično in upoštevali te principe, ki nam jih daje trener, in zasluge celi ekipi za to odlično oziroma za to prikazano igro. 11. asistenca, 20. zadetek Darija Vizingerja, 16. gol Mitja Lotriča. Mitja Lotrič, Darijo Vizinger, Mitja Lotrič. Ja, rekel bi temu super par, bi lahko super dvojec v napadu, res se odlično razumem z njim, oziroma razumem se odlično s celo ekipo, zasluga za te najne zadetke, asistence gre celotni ekipi. Darijo pa še enkrat več dokazal za moje pojme, da je najboljši napadalec v slovenski ligi. Mitja, čestitke za nove 3 točke, hvala lepa in srečno. Hvala.